Dobrodošli v Showcast. Moje ime je Petra Kalan in vi gledate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Vesela sem, da je danes v moji družbi pevka, glasbenica, ženska z zelo posebnim priimkom, o katerim bomo seveda govorili. Nedavno je tekmovala tudi na Melodijah morja in sonca, je tudi učiteljica, ljubiteljica narave in še marsikaj. Z mano je Monika Avsenik. Lepo pozdravljena. Pozdravljena Petra in pozdravljeni vsi, ki nas spremljate. Zdaj, za začetek je svoje goste prosim za tele 3 predmete, pa me že zelo zanima, kaj si ti prinesla. Pa, da najbolj zanima. Ja, taj kar pogostne. Jaz si predstavljam, da vsak, ki se z glasbo ukvarja, sploh pevci, pevke, prinesejo kaj s tem povezanega. Seveda je to pri meni mikrofon, kot pevka, ne. Tole bom pustila za konec, tole mogoče tudi hitro razvidno, zakaj je z mano. Namreč tole je ruta za narodno nošo. Seveda mene je priimek zelo zaznamoval, Avsenik, Avsenikova glasba je enostavno del mene, teče mi po krvi, skozi moje žile gre vsa ta glasba in je to ena stvar, ki me povezuje s tem. Je pa za to Rutko že kaj več povem? Ja, kar me zelo zanima. Ta Rutka v bistvu večkrat potuje iz roda v rod, namreč moja babica Brigita jo je dala moji mami, se pravi, je šla eno generacijo naprej, moja mama je ni nosila, seveda ni nastopala in je niti ni imela priložnost kam obleči. Potem je pa za moj prvi nastop rekla, jaz pa imam Rutko in je videla, da se nekako tako obdržala pri meni, da mi jo je v bistvu dala naprej. In je zdaj moja, novega lastnika. Tako da mogoče bo šla res tale Rutka iz roda v rod, mislim, da bi bilo tako lepo sporočilo. Ja, me zaznamuje. Tole je pa zunanji disk. Me pa res opiše, ker sem človek, ki ima zelo rada spomine. Zelo rada si arhiviram stvari, se pravi razne nastope, razne družinske, ne vem, dogodke, praznike, praznovanja. Sploh v srednji šoli sem bila zelo navezana na fotografijo, sem jo tudi študirala. Tako da v bistvu tukaj gor hranim vse stvari in ko si mi rekla, da prinesem 3 stvari, sem prav razmišljala, kaj bi bila tista ena stvar, ki jo bi vzela, če bi recimo, ne vem, hiša zagorela, bi vzela zunanji disk. Sicer ne tega, ta ima manjši, ta je bolj tako prenosljiv, tistega ta glavnega imam doma in ga res skrbno čuvam in sploh moj partner ve, da sem zelo občutljiva, da se ga ne sme dotikati, to mora biti primir. Ja, ker hranim gor pravim, res toliko, v bistvu, kada je moje življenje gor na tem disku, no. Tako imam tak občutek. Tako da ja. Imaš tako lepo urejene stvari si predstavljam, da si tako urejen človek, da je to vse lepo po mapah. Res po mapah, družinski album, petje, šola, tako sem imela res popredalčkano, zdaj gre sam še to, kdaj gor, tako da v bistvu itak, če kaj iščeš, ne najdeš kaj, tako da se splača sproti vlagati v to urejenost, ampak ja, tu s telefoni se mislim, da malo spremenili, kar naprej pač slikaš, telefon daš ven, imaš fotografijo, včasih si pa res namensko vzel fotoaparat, naredil neko kvalitetno sliko, tako da ja, zdaj malo poplava teh enih datotek, ampak dobro, vse se še znajdem. Fotografija te je zaznamovala, ne? Kolikokrat že primaš v roke fotoaparat? Zdaj res zelo malokrat. Pravim, v bistvu dejansko, ker sem videla, da je veliko lažje sam telefon iz žepa potegniti, ker sem dostikrat imela celo tisto torbo s sabo, pa objektive, pa polnilce, pa preden sem jaz to naštimala, pa zbrala prav objektiv, pa bi pa zraven brat vzel iz žepa telefon, slikal, pogledala, pa se je skoraj še boljša, nekaj ti jo pač telefon še dosti uredi, oziroma barve ti pač kakor popravi, je pa res, da ko pa printaš, pa vidiš to razliko, da se splača vsem fotoaparat sabo nositi. Tako da zdaj v bistvu sam še za kakšne te družinske priložnosti ali kakšno poroko ali res kakšne praznovanja, Božič, Velika noč pa take stvari, no. Tistka vem, da mora biti slika više kvalitete. Zdaj k spominom in družinski dediščini se bova še vrnili. Bi pa mogoče začela ta pogovor na koncu tega tvojega dogajanja, kaj se zdaj dogaja v tvojem življenju, kot smo omenila, nastopila si na Melodijah morja in sonca, zdaj verjetno že lahko strniš vtise, ja, kako je bilo? Zares lepa izkušnja, no. Mislim, da vsak glasbenik, ki se ukvarja res tako intenzivno, kot sem se jaz te neke mesece, no, je lahko vesel, da je lahko tudi del takega dogodka. Vseeno je to neka odmevna stvar, veliko ljudi pogleda, posluša, če ne drugače vsaj pofirpca. Vemo pa, da je seveda vsak nastop prinese lahko nov nastop, ker se pač pojaviš in nastopaš, tako da iz tega vidika je sigurno fajna stvar. Je pa sam festival tako gladko potekal, brez zapletov, brez kakršnih koli nekih, bom rekla, krčev. Tako da res lepa izkušnja, super so kandidati oziroma tekmovalci, tako da smo stkali tudi nova poznanstva, voditelja prijetna, umetniški vodja, zelo fajn, res, tako da same v bistvu lepe občutke imam, ko pomislim na festival zdaj, no.
Je bila to tvoja prva festivalska izkušnja, da se tako postavila v spredje? Tako, prva taka festivalska izkušnja, prva izkušnja konec koncev tudi v pop glasbi, no. Vseeno mi je bilo vedno drugače nastopati z ansamblom. Meni se zdaj sem še na oder, da nimam nobenih kilometrov za sabo, jaz sem tako živčna, kot da sem res na nekem začetku svojem šele. Tako da, ja, trema je bila absolutno prisotna in je drugače biti takole solist v ospredju, stopati naprej, tiste 3 minute imaš, pri meni se vedno v glavi preveč stvari dogaja, preveč stvari razmišljam, mogoče zaradi horoskopa, ker sem devica po horoskopu in pol je res to analitično vse. Tako da ja, veliko stvari mi gre čez glavo prej, je pa fajn, da se potem čim prej resetiraš in posvetiš izključno glasbi, izključno besedilu, podajanju te zgodbe, ki jo pač predstavljaš z nekim namenom si tam, tako da je fajn, če greš čez to in uspeš to dostaviti. Kakšne pa so te misli tik pred nastopom? Recimo, konkretno zdaj za festival sem pa res čutila sem tisto lakoto, ampak enostavno, tako kot pred izpitom. Ker si lačen, pa ne moš nič pojesti, ker ti, ne paše ti nič zares. Tako da lakota je bila tista, ki mi je šla po glavi. Pa seveda to, a bom dosti suverena, a bo intonančno vse tako, kot mora biti, vse na svojem mestu. Besedilo, sicer se mi je zdelo, da tukaj ne bi smeli biti težave, je pa marsikaj še nastop tiska, tudi besedilo pol tako malo ena lučka utripa, gleda, ne boš kaj zamešala, zafrkala. Tako da ne, tle pa veš, da je televizija, veš, da je tudi stvar neke komisije, neke žirije, ki te ocenjujejo, veš, da si na neki preizkušnji v bistvu, no. Tako da mogoče je zaradi tega bilo to, bom rekla, ta festival majčkeno drugačen kot običajen nastop, kjer veš, da pač narediš, kar narediš, tukaj pa veš, da moraš res čim boljš narediti, no. Vse se vedno potrudiš maksimalno, ampak ja, prva taka izkušnja in upam, da ne tudi zadnja, no. Zdaj si iz glasbene družine, kakšni so bili pa odzivi, ne vem, očeta, brata? Oče je bil tudi tam, v auditoriju, tako da ga je cel sam festival v bistvu zelo navdušil, ambient je res čudovit, itak na morju biti ta poletna klima je tudi nekaj svojega. Je pa res bil ponosen, no. Tudi je rekel, da malo tako, ko je slišal pesem, je rekel, pismo vse je težka pesem, jaz upam, da boš v živo to lahko tako dostavila in je bil v bistvu presenečen, da mogoče, da je pričakoval, da bom bolj cvikala zaradi neke treme, pa sem nekako dobro naredila, no. Tudi z njim si veliko nastopala, ne? Začetek imata tudi kar dolgo prehojeno pot sodelovanja. Tako, v bistvu on je vplival res na moj ta sam začetek, no. Konec koncev je tudi napisal pesem Morda pa nekoč, ki me je pravzaprav res ponesla v nek, bom rekla, tak krog poslušalcev, sploh iz narodno-zabavne glasbe. Tako da ja, je sigurno zaslužen za te moje sploh začetne korake, no. Si pa drugače iz številčne družine, ne, 5 otrok vas je bilo. Kako se spominjaš tega svojega otroštva? Otroštvo je v bistvu bilo res tako, bom rekla, ni nam bilo dolg čas. 5 nas je bilo. Zdaj prva asociacija so seveda barbike, sestro sva se igrali veliko z barbikom, kar pomeni, da sva se tudi velikokrat skregale zaradi tega. Pa seveda sva imeli 2 starejša brata, ki jim je bilo to zelo zabavno, se pravi, da so kdaj kakšna noga zmanjkala, kakšne lase so bile postrižene brez najnega dovoljenja. Tako no, sta se pač dala malo duška kot starejša brata, ampak je bilo vse tako, kot pač spada v neko otroštvo. Sicer pa smo res preživljali lepe čase, no, tako, ko pomislim za nazaj, pa ko vidim zdaj, kako družine funkcionirajo, bi rekla, da smo imeli res tako kvalitetno otroštvo, no. Se pravi, veliko časa smo skupaj preživeli, niso bili telefoni takrat še toliko prisotni, tako da iz tega vidika bi rekla, da smo se bolj posvečali en drugemu. Veliko smo igrali družinskih teh družabnih iger, hodili smo vedno skupaj na morja, na smučanja, tako res smo nekako aktivno preživljali lep čas. Kosila, večerje, to smo vedno imeli skupaj, ker vem, da pač danes kakšne družine tudi jejo ne skupaj, ne, se pravi vsak po svoje, tako kot imajo ritem, tako da iz tega vidika mislim, da smo imeli res lepo otroštvo, no. Ti je všeč ta družinska dinamika, si tudi ti želiš enkrat takega? Pa v bistvu mislim, da če odrasteš v taki družini, si želiš istega, no, tako. Všeč ti je ta način, navadaš se ga, s tem konec koncev zrasteš in ti je to blizu, no. Tako da tudi meni je bilo blizu, tudi sem si vedno želela, ampak ja, na koncu se mi zdi, da bolj, ko si načrtuješ svoje življenje naprej, ugotoviš, da pač enostavno ni tako, da imaš neko palčko in mahaš z njo zdaj pa to, pa ono, pa tretje, ampak tako, ko se ti nekako priložnosti ponudijo, tako pač sprejmeš življenje, ne. A znaš iti s tokom, a si bolj organiziran človek? Pravim, vedno bolj, v srednji šoli sem si res zamislila, do tega leta bo to, pa bo ono, tretje, četrto,
Pa po parih letih, ko vidiš, da se to vse poruši, si rečeš brez veze. Res samo še tako, ker se ti pač iz dneva v dan izkaže neka pač priložnost, jo zagrabaš in greš. Tako. Zdaj, v srednjo šolo si hodila v Ljubljano, ne, in živela si pri dedku Slavku Avseniku, ne, če še kdo ni od naših poslušalcev, gledalcev skalkuliral priimka. Kako je bilo? Dobro. Kako je bilo živeti s tako slavnim dedkom? Ja, v bistvu sploh, kaj ne rečem, ata res ni bil tak, da bi se ponašal s tem, da bi nam dal občutek, da je pa kaj več. In mogoče skozi njegov karakter, da tudi sama nisem to tako dojemala, no, vse te veličini, ki jo zdaj lahko dojamem, ker za nazaj pogledam. Tako da sem vesela, da je tudi on ostal tako prizemljen, tako v bistvu dostopen. Najbolj se spomnim mame, ona je bila pa res taka skrbna babica, bom rekla, no, tako ta prava, vedno je skrbela, da nismo lačni. In jaz sem bila vedno taka, raje sem spala do zadnje minute, kot da bi ostala prej, pa v miru pozajtrkovala. No, nje to sploh ni šlo v račun, da jaz pač grem lačna od doma in mi je vedno, kaj pač zjutraj pripravila. Pa še takrat, ko sem imela preduro, pa sem si rekla, zdaj pa ja ne bo ostajala, pa niti jaz res nisem lačna, tako zjutraj, ko ostanem. Pa je vse že prdišal gor iz kuhne, že neke kruhke ucvrla, pa tako res je potrudila, no, in vedno je dišal iz kuhne, no. Kakšno sta, v bistvu sta te na nek način tudi vzgajala, če ste skupaj živeli tam? Ne? Ja, pa ne, v bistvu, no. Ne? Sta ti dala to svobodo? Konec nisem bila toliko niti doma. Je pa res, da mogoče te kakšne pozne ure niso prišle v poštev. Enkrat so bile res sestro zunaj v nekem pač klubu. Mislim, da je ob 4:30 ali 4 zjutraj klicala, kje sva. Tako da sem imela hitro tisto eno spet lučko. Ja, je bila neka kontrola. Sigurno je bilo drugače, kot za recimo moje sošolke, sošolce, ki so bili v raznih domovih in vemo, da se pač tam dosti več dogaja, ampak ne vem, smo bile nekako hvaležne za te trenutke, ki smo jih tako pač imeli in to je to. Ja, zgledaš tako mirno, urejeno, si imela ta divja leta pubertete, si bila kdaj uporniška? Uporniška nikoli. To res ne, pa tudi v bistvu vsaka me malo bolj spozna, reče, da mu delujem starejša. Mogoče gre zaradi neke mirnosti ali kaj pa vem zakaj. Nikoli nisem imela niti potrebe po nekem divjanju takem. Seveda smo pač hodili tudi ven zvečer, pa je bilo luštano, ampak pol kar hitro nekako, bom rekla, odrasteš. No, mogoče sploh, ko imaš enkrat vezo, ko si v nekem odnosu s partnerjem, tudi zgubiš pol to potrebo po teh nekih raznih divjanjih in tako, no. Se pač ostališ in je to. Mogoče ravno zato se s tvojim partnerjem, ne z Anžetom Langusom, tako dobro razumeta, če si ti mentalno malo bolj starejša. Je vseeno neka razlika v letih. Imamo par let razlike, res je, ja, tako da pa rečejo, da dobro skrivajo, ker on deluje malo mlajši, ker on je malo bolj ta divjak, no. Jaz pa malo manj, tako da pa glih prideva en drugemu malo nasprot. Enakovredne starosti. Zdaj omenila sem Anžeta, ne, tudi on je stal s tabo na odru, ti je bilo to kaj v teho, je lažje potem nastopati? Bilo je lažje, absolutno, je bilo pa tako, da je to zelo v zadnjem momentu v bistvu padla ta odločitev. Jaz sem zdaj kar dosti samostojno, res pač vse te neke projekte, kar sem jih imela, delala, ker sva oba nekako imela željo, da gradiva neko svojo kariero tudi vsak zase, ne, se pravi, ne, da si skozi odvisen od drugega. Tudi on je vsem glasbenik, ne predstavljam si, da bi zdaj meni coach, ki je tam zraven nosil, pa ne vem kaj vse, pač tudi jaz probam biti čim bolj samostojna, no, kar se mi zdi čisto okej. Tukaj je bilo pa res tako, cel vikend je bil ta festival, konec koncev generalka, vaje za kamero, vse možno. Tako da sva res, pa sva rekla, daj, v bistvu tudi sam rekel, nočem, da si sama tam. Je začutil, da bi mi ta podpora kar pač prav prišla in se res izkazalo, no, tako, zelo fajn. Kako pa je potekala ta tvoja glasbena pot? Glasbo imaš položeno, ne, v zibelko, ampak vseeno, kdaj si začutila mogoče, da bi pa glasbena pot bila tista prava? V bistvu sem že kot otrok res kar malo tako sanjala o teh nekih raznih zvezdnicah, pa ne to, ampak to nastopanje, res glasba mi je bila od nekdaj blizu. Imela sem eno izkušnjo, kjer sem bila v muziklu, Moje pesmi, moje sanje, pa se ni šlo čist po načrtih, tako da takrat sem se večkrat zaprla vase. Potem sem pa hodila na razne solo petja. In sem postopoma dobivala spet nazaj tisto neko samozavest oziroma pač željo po temu, da bi nastopala. Potem je pa leta 2015 ravno se tako nekako išlo, jaz sem bila že dosti stara, da bi nastopala na festivalu Avsenik. Oče me povabil in rekel, lej,
če si upaš, če želiš, pač priti, lepo vabljena. In meni se takrat vse zdi tako smiselno. Z Atom sva se res zelo zbližala, ker je bil pač ravno v zadnjih svojih letih, no, zbolel je in je bil negovan tudi na domu. Jaz sem takrat glih pri njemu živela in sva uspela neko res tako vez ustvariti, kar ni na nivoju besed. Se pravi, neka energija, ki jo čutiš. No, on me je zelo sprejemal, ker marsikoga je odganjal stran. Moja bližina ga je pomirjala, vedno mi je pol tako neke tesnobe imel in je tako naredil, pa sem ga malo pomasirala, pa mu je bilo zmeraj tako fajn. Tako da pravim, res sva se nekako zbližala in takrat sem jaz pol njegovo glasbo bolj konkretno šla odkrivati. Zakaj? Se pravi, poleg te povezanosti je tudi prihajal pač festival. Mogla sem si izbrati par pesmi, ki bi jih nastopala. Tako da sem šla raziskovati in spoznala njegovo glasbo še malo bolj podrobno in me res v bistvu prevzel to, no, koliko lepih pesmi napisal skupaj z bratom Vilkom. Takrat so pa res mogoče te začetki moji dejansko nastali, no. Sicer mi je bilo žal, ker me dejansko ni slišal pet, je pa žal prej že zaspal in ja, tako se je šlo, me pa po mojem iz druge poslušal. Pa naprej pa sledil, se pravi, sodelovanje z očetom, on je napisal potem pesem Morda pa nekoč, ki je avtobiografska, bom rekla, no. Tudi v besedilu, v bistvu oče je marsikakšen ta dogodek med mano pa dedkom opazil, ker je bil tudi pač zraven na obisku in res je enkrat pač ko zaspal z mojo roko v dlani stisnjeno in je tudi v pesmi pač vključil to misel, nikdar te ne bom pozabila, kot sem takrat tvoja dlana, ne, to v bistvu tako, pravim, je taka res osebna pesem in ja, z njo sem se predstavila neki javnosti širši, pol pa naprej smo imeli Nesi me nesi skupaj s Sašo tam z ansamblom. Oče napisal še 2 krasni pesmi, Zaljubljena dekleta, Čaroben svet. Tako da v bistvu več kot ustvarjaš, bolj te nekako nese v ta tok glasbe, no. Sem pa opazila, da te kdaj tudi zamenjajo s pevko Lucijo, ne? Si kdaj pela z ansamblom? Nikoli nisem bila edina pevka. Vedno sem bila kot neka gostja, kot neko projektno sodelovanje je bilo ali v sklopu kakšnih obledanj. Recimo zdaj smo imeli 70 let Avsenikove glasbe, lansko leto in sva bila oba z očetom pač gosta, ne. Ja, je pa res, da naju kar dostikrat zamešajo. Mogoče zato, ker so, kaj pa vem, obe nekako taki suhi, dolge lase imava, rjavkaste. Mogoče se to vedno pogosteje zdaj dogaja, no. Tako da, ali ona dobi obvestilo v smislu sestre na odru zraven, ali meni napiše na Facebook, kako ste bili dobri v soboto, tam pa tam. Pa jaz te zmišljam, mene v soboto ni bilo tam. Pa mi je pol hiter lučka se prižge, se vem, da to je bila Lucija. Ti si vseeno zavila v malo bolj te pop vode, ja. Tudi sodeluješ s Perpetuum Jazzile, koliko let že? 7 let sem že članica, ja. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Oni so pa v bistvu tako, 2008 sem bila na njihovem koncertu v Cankarjevem domu, z družino smo šli poslušati in so me res fascinirali, no, nisem pa takrat sploh pomislila, mogoče pa jaz nekoč z njimi na odru, so me pa res fascinirali. Pol so bili pa leta 2017 ali 2015, nisem prepričana zdaj, na festivalu Avsenik tudi oni gostje. No, takrat je pa meni padla ideja, pismo, zakaj pa ne bi jaz tudi probala pač, pa vidim, mogoče me pa sprejmejo, ne. In sem mu dala prijavnico, pošljem prvi posnetek kot avdicijski, pol je pa tega, kar ni bilo konc teh audicij, 5 krogov namreč. So kar zahtevni, ne? Ja, pa v bistvu na začetku se veliko sliš, sam pol, ko pomisliš, prvi recimo krog je, da sploh slišiš, imaš posluh, če imaš smisel za ritem. Pol je zelo pomembno, da se v harmoniji znajdeš, se pravi, da se naučiš svojo linijo in jo držiš, ne glede na to, da jih 5 zraven nekaj čisto drugega poje. Pol pa je že postopoma 4 pesmi, pa 12 pesmi, pa še 12 pesmi, ker v bistvu, ko narediš ti zadnjo audicijo, si že pripravljen za na oder, a ne? Ker se moraš vseeno, to ni, da se naučiš pesem mimo grede, ampak se moraš res poglobiti v note, ker ne poješ vedno glavne linije, ampak imaš uje, aje, zelo točno določeno, ne? Tako da v bistvu je fajn, da tako razporejeno, no, da se postopoma naučiš. Tako da ja, potem sem vse kroge uspešno opravila in zdaj sem že 7 let članica, ja. Ti je priimek mogoče kaj pomagal pri tem? Marsikdo je mislil. Na začetku res sem imela tudi kakšne take očitke podobne v smislu, ja, itak, da si noter, če se pa tako pišeš, ne. Te priznam, da so malo take udarc pod pas, ampak na konci rečem, lej, kakšna priložnost se mi že odpre, mogoče zaradi tega več, na koncu moram pa to pot sama prehoditi. Mi priimek čisto ne pomaga, če ne znam pet, če bom fušala, če bo ono tretje, me ljudje ne bojo hoteli poslušati in mi tudi priimek ne bo nič pomagal. Tako da. Verjetno si kdaj še pod večjim drobnogledom, ne? Vsaj včasih se mi res tako zdelo, no. Zdaj se nekako skušam tega otresti in
si reči, to je njihov problem, če tako razmišljajo, ampak ja, je pa včasih pa je prisoten tisti, zdaj pa ljudje preveč pričakujejo od mene ali pa več, no, in se moraš izkazati, tako da sama sebi naredim bolj ta pritisk, ki je včasih odveč tudi, no. Eno vprašanje imam, če se boš kdaj poročila, boš obdržala priimek? Bom. Boš. Vedno sem sicer bolj tako, da je fajn, da ženska prevzame potem nov priimek, je res partner neka nova celica ali kakorkoli se reče, ampak enostavno čutim preveliko moč pri sebi skozi ta priimek, preveč me je to zaznamoval. Priznam, tudi veliko mi je pomembno, tako ni mi, tudi meni kar en priimek in želela bi ga pač ponašati naprej, no, tako. Super. Zdaj me pa zanima še, ne, z Anžetom pa tudi sodelujeta v skupini z Janom Plestenjakom, to je pa verjetno tudi ena zelo lepa izkušnja, ki da veliko enega znanja glasbenega, ne? Absolutno, res vidiš iz prve vrste, kako poteka svet glasbenikov na takem nivoju, pač Jan je konec koncev res en bolj priljubljenih pač pevcev pri nas na sceni. Tako da veliko se od njega lahko naučim, zelo me fascinira kot avtor, se pravi, piše svoje pesmi in besedila in melodije. Tle se mi zdi res močno. Je pa zanimivo tudi videti iz tako malo bolj zadnje pozicije, koliko te to izžame. V bistvu čisto drugače meni te koncerti so mi zdaj vse bolj kot ne za zabavo, ker pač uživam, ker nimam takega pritiska, vem, da pač se nekako tudi zgubim malo v glasbi in vse delaš svoje najboljše, kar se da, ampak ni toliko pozornosti na tebi. Čim greš enkrat naprej, je ta pozornost toliko težja, toliko več bremena nosiš na ramah, da je v bistvu kar vredno poskusiti, da se zavedaš, koliko v bistvu zahtevno je to delo, ne. Tudi Jan je včasih po kakšnem koncertu res izžet, ker če je publika manj odzivna, a ne vemo, da to je zelo tako, te energije se zelo pretakajo med sabo. Večkrat nam dajo tudi publika nam nazaj, glasbenikom, več tudi mi nazaj in je to pretočna neka stvar, tako da ja, včasih je pa publika zelo trda in mora Jan ogromno vlagati v to, da jih nekako drži gor cel koncert, 2 uri, konec koncev ni tako malo. Tako da ja, to povezovanje mislim, da je še bolj naporno kot sama dejansko pol glasba, no. Je pa fajn, res uživam tudi to, da sva z Anžetom skupaj, nama je obema fajn. Sicer včasih on pa malo reče pismo, zakaj sem si punco zraven nakopal, ker seveda kakšen kozarček preveč pršteje zraven. Ampak ne, zaenkrat mislim, da dobro tudi to pelava. Sva bila že kdaj na kakšnem koncertu tudi skregana, ampak sem ravno hotela vprašati. Ja, ne, res, to sva se pa že vnaprej zmenila, oba nekako si želiva privat življenje čim manj mešati v nek posel in tudi midva ne štrliva pol skozi en zraven drugega na teh pač tonskih pa nastopih pa vse. Ampak se res tako, vsak po svoje nekako znajde, klepeta pač z različnimi osebami, ne. Ja, skregana sva bila tudi že, tako da tisti koncert se pol malo manjkrat pogledava, ampak oddelava tako, da se ne vidi. Ogledni vse povejo. Ja. Sem pa nekje prebrala, da sta z Janom celo preživela, ti in Anže in Jan, da ste preživeli neke karantene skupaj. En cel mesec. Po mojem je bila to tudi v bistvu odločilna stvar, da sem si sploh upala Jana poklicati. Ker smo res preživeli ta en mesec v času korone, se pravi, ko je bila država zaprta. Stvar je bila v tem, da sem bila še na faksu, vedela se je, da se država bo mogoče celo zaprla in jaz sem imela, hvala Bogu, spakiranih vsaj par oblek. In meni reče, že jaz grem danes snemati k Janu bas, a ne, za nove pesmi, pa je draven. In se glih takrat pol je šla ven novica, da se z naslednjim dnem država zapira. Sem rekla, dobro, zdaj, če se bo to tako zgodilo, malo da grem zraven. In se to pa kar razvlekalo v en cel dober mesec, no. Tako da ona dva sta vmes ustvarjala glasbo, pisala nove pesmi, snemala, jaz sem jih malo crkljala, kaj skuhala. Celo en videospot ste posneli. Ja, en videospot smo posneli, mi grede, jaz sem kot kamerman, še Jan se, še danes se temu smeje, pa se misli, evo, z nič evri s telefonom posnet, pa je spot čist tak legitimen. Ne, tako da, ja, res, v bistvu veliko časa smo skupaj preživeli. Tako da sem tudi jaz Jana lahko spoznala v neki pač drugačni luči, ne kot nek lik, ki ga vidimo na odru, ampak pač kot človeka, takšnega, kakršen je, v privatnem času. Tako da ja, smo se zbližali, on je imel v mestu rojsten dan, sva ga midva malo presenetila in sva mu nakupila nekih teh dekoracij, pa tak obilen zajtrk sva pripravila in tako, ko zjutraj sva ga pričakala s tistimi konfetkami ali pa baloni, malo sva si tako popestrili, no, to zaprtje države.
In smo se spoznali tudi na tak prijateljski način, tako da sem ga tudi jaz sprejela kot tazga. No, nisem imela več tega nekega malo strahu spoštovanja, ne, ker ga lahko tudi imaš do nekoga, ki ga ne poznaš tako dobro. Tako da to je potem mogoče bila ta tudi neka stvar, za katero sem pol upala ta korak narediti. Pa se tudi sicer največ družita z glasbeniki? Ja, v bistvu kar. V bistvu res, ker je stalno kakšen glasben projekt, ali grem jaz včasih grem kar zraven za žetom ali na kakšno snemanje ali tako. Pa seveda, en kup glasbenikov okrog naju, tako da absolutno sva v glasbenih vodah najbolj domača. Kje pa najdeš ti mogoče tisti čas zase, da se odmakneš od vsega, od tega vrveža, odrov? Zdaj počasi bom uspela malo umakniti od vsega. S koncerti sem zdaj z festivalom MMS počasi v bistvu zaključila za en kratek obdobje, avgusta pa sicer naprej s koncerti, zdaj v juliju imam pa res malo pauze, tudi šola se končala, tako da bom zadihala, po mojem še največ tako preživim pač doma, pa še mi tudi biti malo v miru, konec koncev moram biti tudi malo gospodinja, tako da moram malo not prinesti kakšne kupe perila. Tako no, pa zelo grem rada v naravo, kakšen sprehod, zdaj, ko je tako vroče, najbolj fajn biti kje ob vodi, glih par dni nazaj sva šla ob Savo in je res tako za spočiti se malo. Tudi res mi pa še se umakati malo od vrveža, od ljudi, da res ta tišina, milina nekako, ki jo narava omogoča. Takrat tudi glasbe ne poslušaš? Tle je bolj že tisti, ki pol pritisne hitro na play, me pa dostikrat pa še kar tišina, ja. Tako da pa jaz včasih malo stišam, pa tako no. Omenila si počitnice so, ne, to verjetno tudi zato, ker si učiteljica drugače, ne? Tako. Kakšna pa je ta izkušnja? Zelo fajna, zelo intenzivna sicer tudi. Pri meni je bilo tako, da ponavadi, ko sem začela v šoli, prvi teden me je vedno glava bolila. Po mojem zaradi tega privajanja hrupu, ker vse si ves čas izpostavljam nekemu pač hrupu ali dogajanju, ali to v razredu ali po hodnikih. Najbolj me ta trenutek, ko se hočeš pa, ko je 1 ure konc, malo umakniti, prideš v zbornico, je pa še hujš. Je pa to 20 žensk na kupu in je vse čebelnjak, tako da pa včasih kar v razredu počakam reč. Ne, je pa res tako, zelo mi je všeč delo za otroki, no. Enostavno se mi zdi tudi zelo lepo poslanstvo, da predajaš lahko na mlajše generacije neke vrednote, neke poglede na življenje, jih pač spodbujaš k temu, da iščejo svoje potenciale, da se razvijajo v empatične ljudi, no, tako bom rekla, ker tega danes kar malo manjka, se mi zdi. Tako da vidim veliko smisla v tem poklicu, tudi zelo rada jih učim, vse predmete, matematiko, slovenščino, družbo, naravoslovje, vse tako fino. Razredni pouk je to, ja. Tako da imam dejansko še vse predmete. Mogoče marsikdo misli, da najraje glasbo učim, pa je temu glih obratno v bistvu. Mogoče imam glasbo še najmanj rada, ker mi je tako, kaj pa vem, drugače mi je učiti sploh mlajše otroke, ker ne delaš ti pač malo pesenc pa malo tako, ampak jih moraš dejansko učiti neke pesmi, ki meni recimo niso tako blizu. Tako da je zanimivo. Bi kdaj mogoče poučevala petje ali kaj takega? Prej tako, v tem smislu petje, ne, se pravi, da res z nekom delaš neke pesmi, ki so pač njemu všeč, da na konkretni pesmi delaš, na neki tehniki in tako. Imela sem že eno punco, ki se je hotela malo učiti pri meni, pa sem jo sicer opozorila, jaz pravzaprav take izobrazbe kot pevke nimam, ne, da bi imela neko nekakšno tehniko, tako da jaz kar lahko dam so neke izkušnje, neke stvari, ki jih jaz pač poskušam upoštevati. Tako da je zanimivo tudi to početi, no, je pa res, da je tudi to odgovorno delo, ker z nepravo tehniko se tudi lahko poškoduje glasilke in ni dobro za glas, tako da tudi ne bi hotela biti odgovorna, no, za kakšne nepravilne metode. Kdo pa so mogoče tvoji glasbeni idoli? Kdo so bili ali pa kdo so sedaj? Včasih je bilo to zagotovo Whitney Houston, kar lepo obdobje je bila ona moja, taka bom rekla, res vzornica pevska. Sicer v Sloveniji recimo, ne vem, Nina Pušlar je zagotovo ta, ki drži štango že veliko let, tako res konkretno. Drugače pa zelo sem bila ljubiteljica Ditke Haverl, slovenska popevka, to me je to zelo blizu, Elda Viler, Marta Zore, kaj pa vem, kdo še od teh pevk pri nas. Tako v bistvu vse te neke pop pevke, no, so mi kar blizu. Kaj pa, kadar nisi na odru, se kdaj udeležiš kakšnega koncerta?
Malo manjkrat, no. Zanimivo, vsi glasbeniki mi rečejo, da kar poredko grejo. Manjkrat, v bistvu drugače, sama bi še kar rada šla, no. Sem pa res že to za en rojsten dan podarila karte. No, po koncertu je rekel, vse je bilo super, fajn darilo, ampak ankoli več. Ker je enostavno se pač tega koncertnega dogajanja in vzdušja se tudi kar, ne bom rekla naješ, no, ampak v prostem času bi res rad kaj drugega še počel, no. Tako da to gužvanje potem tudi... Pa verjetno kot glasbenik drugače gledaš nastop, ne? Ja, čisto za enega tehničnega vidika. Ja, je res, kar je drugače tudi fajn, no, je dobro tudi pogledati malo. Mislim, da se lahko vsak glasbenik kaj nauči iz vsakega koncerta. Tudi če je slabše kvalitete koncert, spet lahko potegneš marsikaj, tako, kar bi ti drugače naredil in vem, recimo sploh Anže pa zmer pogleda, kjer opremo imajo na odru, ja. Jaz izključno nekako pevca spremljam, je res to, kako govori, kako se obnaša, premikanje, vse te stvari me pa zelo zanimajo, on pa res, kjer inštrumenti, to zvočenje, to. On je zelo iz tega tehničnega vidika potem tudi, ja. Kako ti je pa ta del medijskega življenja, intervjuji, slikanja, snemanje videospotov? Bom rekla, da je malo nujno zlo. Ja, mislim, ni glih nujno zlo, ampak je pa res, da mi je ljubše biti na odru pa nastopati, no, kakorkoli. Eno slabo izkušnjo sicer sem imela, malo z mediji že, no, ko gre kakšna novica mimo tebe pač ven. Tako da ja, to so tudi te stvari, ki zraven verjetno pač pašajo. Zaenkrat pa ne. Če so prijetni pogovori, pol itak vzameš to kot prijetno delo, tudi pač del svojega dela, ki ga imaš. Ja, nič, Monika, počasi sva prišli do konca najnemu pogovoru. Zdaj pa je za konec svojim gostom zmer pripravim 3 časopisne naslove, ki so plod moje domišljije. Gost pa pove, če se bo to kdaj uresničilo. Zdaj, prvo je takle, samostojna turneja Monika Avsenik predstavila je svoj glasbeni prvenec. Imaš načrte, verjetno solo kariero kakšne? Tle imam tako mešane občutke. Po eni strani bi si to takoj želela, bi rekla super, po drugi strani pa ne vem, če sem toliko željna tega, toliko biti v ospredju v bistvu, no. Tako da zagotovo bi imela turnejo svoje pač glasbe, da to nastopam in tako. Ne vem pa, če si lahko, ne vem, če si zares sebe predstavljam recimo v Stožicah ali pa kaj tazga, res nek tako večji tak koncert. Mogoče, da sem tudi jaz tak tip pevke, malo bolj tako, pa ne zadržane, ampak take mirne, no. Ne vem, ne bom nič rekla, ker se v življenju marsikaj drugače pa obrne, ki si predstavljam. Zagotovo si želim imeti svoj album in ga tudi predstaviti na raznih odrih, večjih, manjših, bomo pa videli. Ok, potem pa mogoče tale drug naslov. Nov duet Monike Avsenik navdušil oboževalce. Če bi imela možnost s katerimkoli glasbenikom, glasbenico posneti duet. Mislim, da bi bila to Nina Pušlar, no. Tudi mogoče, da ni kaj dosti ženskih duetov, tako da bi mi bilo to zanimivo. Pa res jo pač tako ocenim nekako kot glasbenico, kot osebo. Je zelo taka prijetna in poslušljiva in tako, res je profesionalna, no. Tako da zagotovo bi bila ona ena teh oseb. Ne bi se brala tudi kakšnega dueta še s svojim partnerjem, z Anžetom. Sta že posnela? Ja, tako. Tudi z Janom je bila en čas zanimiva ideja, no, tako. Kaj pa vem, marsikdo je na tej naši sceni tak, ki bi si želela z njim dueta, tudi recimo z Gregorjem Ravnikom, Žanom Serčičem, prav z nobenim se v bistvu zares ne bi branila, no. Tako da na koncu sem čisto vsakega sodelovanja vesela in kar prinese, je sam dober, ne? Tako da. Zdaj pa tretji naslov, o tem sva sicer že govorili. Monika ni več Avsenik, prevzela je možev priimek, ne boš ga zapustila, ne, Avsenik bo vedno del tebe, to je priimek. Mislim, da ga bom res kar skozi nosila sabo, no. Je res, da je to bolj nekako tista moja stvar, ne bi to na mogoče svoje otroke, če jih nekoč bom imela, ne, pač prenašala naprej. Je pa res, da pač ne moreš se temu po mojem kar tako odreči, no. Preveč je del mene, tudi tako skozi nastope, skozi mojo neko pot. Tako da ja, ga moram kar nositi sabo. Zelo lepo. Monika, hvala, jaz ti želim vse dobro. Upam, da te čaka še eno čudovito leto. Hvala lepa. In upam, da se še kdaj vidiva. Enako, hvala. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami.